Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici Robert Štaba iz Zavoda Varna pot in Maja Ambrož iz Baby centra sta danes gosta, ki jo prav lepo pozdravljam. Dober dan. Dober dan, dobro jutro. Pred začetkom šolskega leta se bomo posvetili varnosti na naših cestah in kampanji Nobena pot ni prekratka, ampak gotovo vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zanima, zakaj sta v studiu oba. Pojasnilo pride kmalu. Najprej spregovorimo nekaj besed o parku varne mobilnosti. Predstavili ste ga, pravzaprav deluje gospod Štaba, kako izgleda, kakšen je njegov namen. Ja, po 18 letih smo se poslovili iz Soče, skupaj z mestno občino Ljubljana smo v Evropskem tednu mobilnosti odprli nov sodoben park varne mobilnosti, namenjen vrtčevskim otrokom, osnovnošolskim otrokom, učencem, dijakom, vsem, ki si želijo spoznati varno mobilnost, mikromobilnost, od koles, poganjavčkov in tako naprej. Obenem pa seveda združujemo tisti svoj primaren del, to je pomoč in podpora žrtvam prometnih nesreč. Skupaj smo to združili edinstveno v Evropi in zelo vesel sem, da ima Slovenija v svojem glavnem mestu tako središče, kjer se seveda srečujejo solze ob izgubi nekoga ali pa, na nek način, ki je poškodovan, njegovimi bližnjimi. To smo pretvorili potem v preventivo, vzgojo in izobraževanje, zato smo, res edinstveni tudi v svetovnem merilu. In zdaj delamo te svoje aktivnosti, predvsem pa si želimo udejaniti vizijo nič, kajti prepričani smo, da se ne začne s posledicami, ampak dosti prej že z preventivo, vzgojo in izobraževanjem, in to je naš park varne mobilnosti. Se pravi, tam so otroci, tudi ti s poganjavčki, tudi ti, ki so zelo hitri, včasih jim starši celo ne sledijo. Kaj opažate, so zelo majhni, tudi že zelo hitro učijo? Ja, aprila, ko smo začeli s temi programi, je šlo skozi 2-4 urne programe preko 3000 otrok in tisto, kar je značilnost naše, da smo pristni, direktni, odprti. No in seveda v dialogu z otroci smo ugotovili, da te otroci delajo svoje napake, da starši kaj spregledajo in tisto, kar smo bili presenečeni, na eni strani smo bili ponosni, da Slovenija in v Sloveniji uporabljamo varnostne pasove, otroške varnostne sedeže na relativno visokem nivoju, preko 90%, vendar so otroci potem povedali po pravici, veste, včasih ga pa ne, pa včasih sem pa kar odpet, pa z dedkom, pa babico, ko grem, ni tako potrebno, pa oči me preveč zategne, pa mamica me spusti in tako naprej. No, to je bil pa za nas alarm, ker vemo, da so neke naletne teže in tako naprej. Pri trčenjih, poškodbe potem otrok, začeli smo tole malo bolj analizirati in ugotovili, da je kar visok odstotek, približno 30% otrok skupaj z starši, to malce spregleda, so mal nerodni ali pa se dovolj ne zavedajo naletnih tež. Ker pa 17-18 let že sodelujemo z Baby centrom, ker ima velik nabor otroških sedežev, smo se povezali z našo Majo, tudi v osebnem življenju združujejo neke iste vrednote, skupaj delujejo na področju varnosti tudi v Evropi in v Sloveniji. No in ker je seveda ona v marketingu, zdaj se kot ti posluši, imajo vse sedežke prodajate, bi nam vi lahko malo pomagali, ker starši so različnih ekonomskih zmožnosti, imate najbolj varne, s tem tudi najbolj drage in tudi tiste, ki so malo manj cenovno bolj dostopni, sam za nas je najpomembna varnost. In rodil se je ta projektek zdaj, ki ga bomo tudi najbrž predstavili in naša želja je samo, da starši, stari starši, vsi, ki imajo otroke, pomislijo na naletne teže, so dosledni in tako peljemo vizijo nič do svojega cilja. Se pravi, že po 5 minutah naši poslušalci vedo, zakaj sta oba tukaj, to je Maja Ambrož iz Baby centra, nekako ste stopili skupaj, da bi tako ozavestili naše poslušalke, poslušalce, ki so ne le starši, ampak tudi dedki in babice, da bodo vedeli pravzaprav, zakaj imamo otroške sedeže in predvsem, kako jih pravilno namestiti. Kaj pa vi ugotavljate ob tej kampanji, kako ste vi sami pristopili do nje, kakšni so vaši pravzaprav poudarki? V resnici sem jaz danes tukaj kar v 2 vlogah. Ena vloga je absolutno vloga, ki jo zastopam v Baby centru, ki je absolutno ponudnik z najširšo ponudbo otroških avtosedežev med drugim. Ampak Baby center že
kar nekaj let, bom rekla, presega samo prodajna mesta. Ne. Se pravi, smo dejansko partner družinam, ko vstopajo na neko starševsko pot in seveda tudi pri vseh izzivih, ki jih starševstvo pri tem prinese seboj. Zdaj, verjetno se je danes kamorkoli že vsak od nas praktično ali pa skoraj vsak od nas odpravil z avtomobilom. Ne? Tudi vidimo, da počitnice se počasi iztekajo, gneča na cestah je ogromna in ko stojim na semaforju, ne, ravno danes zjutraj, spet sem pogledala za sabo in videla, da je pač na prvem sedežu, sovoznikovem sedežu sedela punčka, po mojem mnenju neprimerne velikosti in teže, da bi lahko bila, se pravi, na prvem sedežu brez otroškega avtosedeža. Skratka, kaj v Baby Centru ugotavljamo je, da absolutno, ko starši prvič vstopajo na starševsko pot, seveda kupujejo otroško opremo. Najprej začnemo pri vozičku, ne, vemo, taj mora imeti določene funkcionalnosti in biti tudi seveda lepa, ne. Na drugi strani pa avtosedež. Zdaj, en mit, ne, je, da je voziček stvar mamice, a ne, izbira vozička stvar mamice, avtosedeža pa stvar očka. Ne, češ, očki pa naštudirajo vse tehnikalije, vsa testiranja, ocene, avtosedežev in tako naprej. In so zelo natančni. Pol sem jaz bolj mamica. Ampak to je mita, ne, v resnici ni tako. Jaz menim, da ni pomembno, ali smo mama, oče, babica, dedek, skrbnik, teta, strica, ne. Pomembno je, da smo odgovorni, a ne. Kaj pa ugotavljamo žal v realnosti še danes, pa je, da se dosti krat najbolj špara, iskreno vam povem, ravno pri avtosedežih. Zdaj, mi pravimo tako, vsakršen avtosedež še ne pomeni, ali pa tudi zelo drag avtosedež še ne pomeni, da bo otrok zares varen. Treba ga je pravilno uporabljati. In to je tisto, o čemer bomo danes v resnici govorili in želimo vašim poslušalcem predati na srce. Skratka, zelo pomembno je, no, da izberemo avtosedež, seveda ustrezne kakovosti in zato v Baby Centru zares na naših policah najdete samo takšne avtosedeže in nobena skrivnost ni, da sem jaz bivša AMZS-ovka, ker sem veliko časa preživela z inštruktorji varne vožnje in 2 stvari so me naučili, oziroma eno stvar. In sicer, da 2 stvari ne kupujem rabljenih. To je otroški avtosedež in pa otroška kolesarska čelada. Namreč nikoli ne veš, ali je bil morda ta avtosedež udeležen v nekem prometnem trčenju in podobno, kakšne skrite napake so v njem. Zdaj, na drugi strani, a ne, pa če sem prej rekla, da nastopam v 2 vlogah, sem pa tudi v vlogi mame. Jaz imam 2 otroka, en je star 8 let, hči 12. 12-letnica je ravno nekaj mesecev nazaj zapustila avtosedež, ker je dovolj velika, dovolj težka in torej lahko varno uporablja že avtomobilski varnostni pas. Medtem ko sin seveda je še vedno v avtosedežu. Z pravilno uporabo avtosedežev smo, kar bom rekla, skopi v znanju in v Baby Centru ugotavljamo, da v resnici morda kupci, starši premalo pozornosti posvečajo tistemu, kar je zares pomembno, ko izbiramo in predvsem uporabljamo avtosedež. Zato smo tukaj mi, da lahko svetujemo, da lahko ponudimo glede na potrebe, a ne vemo, da v družinah imamo ponavadi več avtomobilov, ponavadi se potem, bom rekla, boljši avtosedež kupi za prvi avto, slabši za drugi, babici, dedku ponavadi kupimo celo kakšen rabljen avtosedež, a ne. No in tukaj zdaj, če sem pa spet v vlogi mame, torej ja, jaz imam 2 sovrstnika, oziroma sorojenca, a ne, torej jaz pa vem, kaj se je z avtosedežem dogajalo, ali je torej takšna uporaba pri sorojencu rabljenega sedeža varna. Zdaj, po svoje verjetno ja, po drugi strani pa vseeno, materiali imajo nek rok trajanja, kar se tiče kakovostne uporabe oziroma kakovosti nasploh in podobno. Tako da, če se le da, seveda posegamo po pač za vsakega otroka avtosedež, ki mu pritiče, teži, višini, starosti, skratka, da smo res pri uporabi oziroma že izbiri, a ne, če ostanemo v tej fazi odgovorni. Ja, jaz bi se tle mogoče malo navezal to, kar smo ugotovili tudi, ko so dedki pa babice prišli v naš park, a ne. In zdaj so to, seveda, jaz sem starejši od 50 let in moja generacija in starejši pravi, ja, pa sej, veste, sej, zakaj komplicirate s temi sedežki, sej nam ni bilo nobenega sedežka. In tisto, kar bi rad poudaril, predvsem v slovenskem
prostoru je to napačno razmišljanje in širjenje nekih novic. Takrat, ko smo mi sedeli v fičotih in jugotih, je bilo 2 razreda mrtvih otrok in saj za 5 razredov zelo hudo poškodovanih. Danes v slovenskem prostoru, ko nam en otrok umre, je alarm in v medijih in v naših srcih in prav je tako. To so naše bogatstvo, nekaj, kar največ cenimo, se pa starejše generacije preprosto ne zavedamo, ker nismo se v tem učili, kaj pomenijo tako imenovane naletne teže in tle je Maja mi lepo pripravila en primer, samo zato, da bi poslušalci razumeli, če imate malčka, recimo težkega 12 kg in če pride do trčenja, bo on pri 30 km/h trčil naprej ali pa se premaknil za 93 kg. Pri 50 bo to že 270 kg in pri 90 km/h, kar je izven naselja, pa skoraj 1 tono. Govorimo o otroku, ki ima težo 12 kg. Kaj potem še, ko je težji? In seveda te naletne teže zahtevajo od nas, da je sedežek pravilno umeščen, da si vzamemo čas, pomeni, da ga pripnemo in ko se otrok začne boriti za svojo pravico in demokracijo in svobodo, smo tle dosledni in to je vse. Ni treba nič kaj preveč komplicirati. Zdrava, kmečka pamet s tem rešuje otroke, ker zgodbe, ki jih pa imamo v zavodu, ko so otroci poškodovani, ko nastopi tudi smrt, so pa pretežke. Ne bi jaz želel zdaj zjutraj moriti poslušalce s temi težkimi zgodbami, sam prav je, da vejo, zakaj to počnemo. Za varnost naših otrok. In gospa Maja Ambrož, včasih se zdi, da smo kot starši zelo površni, zlasti pri teh kratkih razdaljah. Ne? In ravno to je tudi naslov kampanje, nobena pot ni prekratka, se gremo samo do vrtca, 500 metrov peljem ali pa kilometer pa pol, vse to ni nič, vse smo čisto hitro, že takoj bomo nazaj do sosednje vasi, niti ga ne pripenjamo. Pravzaprav smo res šlampasti, po domače povedano. Tako je. Zdaj, varnost ne pozna razdalje, ne pozna časa. Se pravi, otrok oziroma vsi mi, ki smo v vozilu, če je Robert omenjal zadrževalne sisteme, kamor sodi tudi otroški avtosedež, zelo pomembno je, če govorimo in razmišljamo o naletnih težah, da zaščitimo vse osebe v vozilu in ne samo osebe, predvsem tudi predmete. Za primer, en mobilni telefon, ki ga imamo praktično vsi pri roki ves čas in ga odlagamo kamorkoli na doseg roke v vozilu. Pri, mislim, da 30 km/h oziroma 50 km/h doseže na letno težo 3,5 kg. Zdaj si predstavljate, kako je, če bi vas zdaj nekaj težkega 3,5 kg priletelo vam v glavo ali kamorkoli. Skratka, varnost je absolutno širša tematika, ampak zdaj, če pa govorimo konkretno danes o pravilni izbiri, namestitvi in uporabi otroškega avtosedeža, smo pa starši tisti, ki smo odgovorni za to. Otrok se bo upiral, ali pa se ne bo. Slišimo marsikatere zgodbe, pa se joka, pa ne dovoli, pa pravi, da ga tiščijo, pa so in tako naprej. Ampak to je naša odgovornost. Jaz iskreno povem, pri obeh otrocih nikoli nisem imela težav, ampak sem od prvega dne uporabljala varnostni otroški avtosedež tako, kot ga je potrebno. In moji otroci so točno vedeli. Potem je tukaj drugi mit, kako voziti otroka. Ali ga voziti v nasprotno smer vožnje, ali ne. Kdaj ga obrniti v smer vožnje. Na začetku, ko je v lupinici, ko je lahko tudi spredaj. Tako. Absolutno je potrebno otroka voziti v nasprotni smeri vožnje najmanj do 15. meseca. Starši prehitro, to opažamo, otroka obrnejo v smer vožnje. Češ, bo gledal ven, bo gledal razgled, bo gledal naprej. Skratka, mu bo bolj zabavno, se bo umiril, jaz bom videl v vzvratno gledalo, kaj otrok počne. Ampak z vidika varnosti, kar je pa v bistvu bistveno na poti, pa to absolutno ni primerno. Tako da, nobena pot ni prekratka. In vsi mi smo verjetno vsako jutro v gužvi. Mudi se nam, iščemo ključe, telefone. Ali pa ko je dež. Tako, karkoli že. In velikokrat tudi sama, jaz priznam, imam te grehe na ramenih, da sem zelo površno v bistvu otroke zapela. Oziroma kasneje, ko sta se začela sama zapenjati, ne preverila, kako sta se zapela. Ampak spet,
nekaj minut, res ne več kot 2 minuti vam to ne bo vzelo. Ne? Preverite, kako je otrok pripet. Zategnite varnostne pasove na avtosedežu. V resnici mora biti zategnen tako, da lahko med pas in telo spravite samo en svoj prst. A ne? To je pravilno pripenjanje. Ne, da mlahedratov vse okrog otroka. Tako, in zdaj temperature so padle, počasi bomo šli v zimske bunde. A ne? Zimska bunda, otroka zjutraj oblečemo, ga peljemo v vrtec, šolo. Zimska bunda, to je takoj 2-3 centimetre, a ne? Ki ostanejo v resnici bariera med pasom in otroškim telesom in absolutno premalo zategnen pas. Že sam po sebi, ne? Že sam po sebi. Tisto, kar smo mi ugotavljali, pa kar mene veseli, je seveda, mame rodite, da ste življenje in očitno tudi višje zavedanje, kako pomembno je pravilno pripenjanje in si tudi vzamejo čas praviloma. Mi očiti pa smo mal v eni taki, bomo neko skušnjavi hitrosti, sploh pa še potem, ko je kak sine, pa kar stopi nekje na sredino med sedeže, ker poglej se ne rabiš, gremo samo do šole, vrtca ali pa do kar trgovine. stoji v avtu, recimo. Stoji v avtu in jaz bi tle res apeliral mamice in babice, dajte jih spomniti. Imamo čudovite vzgojiteljce, ki to učijo v vrtcih, čudovite učitelje, ki to potrjujejo in utrjujejo v šolah skozi različne programe. Pasovček je že 25 let znan, ampak potem pa doma v družini pa nekako padamo s tem in samo ena pot, kratka pot je lahko usodna in naše sporočilo je zelo jasno. Dajte biti pozorni, dajte si vzeti tisti čas, ne bo vam žal in pridite v zavod Varna pot ali pa na park varne mobilnosti vedno za preventivo, vzgojo in izobraževanje in res si ne želimo s tistimi posledicami. Ja. Zdi se mi, da je najbolj za otroke neka zmeda nastane, če enkrat so pripeti, pa drugič niso. Ne? Najbolj pomembna se mi zdi ta doslednost. Kajti, če bodo vsakič pripeti, potem se noben od njih ne bo spraševal, zakaj, a gremo danes samo do trgovine. Ne? In veste, kaj je najbolj zanimivo? Ne? Iz lastne izkušnje povem, če otroka zares že od začetka navadimo, se pravi, ga konsistentno pripenjamo, na koncu on nas spomni. Ja, in otroci so v resnici, če smo mi seveda vzor, sploh dosledni na začetku, potem naši največji upomniki in hkrati tudi učitelji. Pa ne samo, kar se tiče pripenjanja, tudi uporabe mobilnih telefonov in podobno. Ne? Jaz mislim, da res v šolah, vrtcih in tudi hitrosti, tako je. Ne? Poteka veliko, bom rekla, programov z vsebinami prometne varnosti in to zares pozdravljamo, tudi v Baby centru to zelo podpiramo. In z Zavodom Varna pot smo naredili že kar nekaj, mislim, da zelo lepih projektov, ki učijo varne mobilnosti nasploh. In jaz mislim, da to, o čemer danes govorimo, ne želimo predstaviti, kot da smo pa zdaj starši, če kdaj nismo bili dosledni slabi starši. Ampak zgolj želimo, da je to neko opomnik za nekaj, kar je nam v resnici povsem jasno. Mi to vsi vemo, o čemer danes govorimo. Ampak zdaj, kako zelo dosledni in odgovorni smo pri ravnanju, ko gre za uporabo, namestitev in pripenjanje otroka v avtosedež. In ko gre za naše otroke, kajti starši se mi zdi zelo radi s prstom kažemo na druge. Ne? V šoli ga tega niso naučili, v vrtcu to premalo poudarjajo. Tu pa gre za tematiko, o kateri vsi veliko govorijo, drugi, mi pa moramo potem narediti to domačo nalogo. Ne? In kot rečeno, danes recimo deževno jutro in verjamem, da se je spet marsikomu mudilo, pa ne bom se zdaj nastavljal v dežju, ko pripenjamo otroka, bo že v redu, se bo sam pripel. Kdaj mislite, da je prava starost, da se otrok sam pripne dovolj dobro? Bi lahko rekli, da je tukaj neka starost ali bi pravzaprav od otroka do otroka? Jaz mislim, da je formula začetek, ko greš iz porodnišnice. Če si ti takrat dosleden in potem to doslednost skozi, bom rekel, mesece otroka seveda pripenjaš, potem vsi vemo, da v neki starosti tistih 2 let on išče svojo svobodo in mogoče ga začne malo motiti, in potem se odpenja in tako naprej in takrat je ključno. Če si takrat dosleden, kot oče, kot mama, kot deda, kot babica, potem tistih par mesecev se potrpi in potem otrok se navadi in bo vedno pripet in želel bo biti pripet in kasneje, ko bo uporabljal varnostni pas, ga bo tudi pravilno si namestil preko vratu, si ga zategnil tlele v pasu, ker bo vedel, zakaj. Potem sreča te programčke, te posebne naletne tehtnice, da mu je
Otrokom je potrebno pojasniti, zakaj. Moja generacija je to počela zaradi strahu pred kaznijo oziroma pred policisti. Zdajšnja generacija pa potrebuje malo več časa, da mu ti razložiš, kaj je vzrok, kaj so posledice, ko on to razume. On bo dosleden, samo mi moramo biti vzor. Največkrat pa mi kot vzor padamo. In tako, kot sem rekel, zdrava kmečka pamet in jaz tukaj zelo nekako, ne vem zakaj, ampak imam občutek, da ste ženske in matere, ki ste rodile, bolj dovzetne za tako stvar. Moški smo včasih malo bolj površni, razumemo fiziko, ampak nam se prometna nesreča ne more zgoditi, nažalost pa se nam in posledica potem nastane. In to stopnjo odgovornosti moramo imeti in jaz to tako vidim in apeliram. Jaz menim, da to mora postati tako avtomatsko kot umivanje zob vsako jutro, ki je samoumevno. Ja. Zdaj, konkretno vaše vprašanje, dokler je avtosedež z 5-točkovnim pripenjanjem, torej, da si bodo poslušalci lažje predstavljali, kaj to pomeni, to so avtosedeži, ki imajo 2 pasova, ki tečeta čez rame, pa potem v srednjem delu. Dvojka sedež, recimo. Ali pa tudi lupinica. A ne? Skratka, tam ponavadi je tako, da se otrok sam ne more odpeti niti tudi iz zapeti. varnostnih razlogov. Tako. Ne? Kasneje, ko pač otrok preide v večji avtosedež ali pa celo, ko ni več v avtosedežu, takrat se seveda lahko pripenja sam. Zdaj, vozila, sodobnejša vozila imajo tudi pametne sisteme, ki opozorijo, če nekdo ali pa na nekem sedežu nekdo ni pripet ali pa niti ni dobro pripet, začne se, vemo, piskati, utripati in tako naprej, ampak vseeno to ni dovolj, veste. Pomembno je, kako mi varnostni pas uporabljamo. Tudi mi kot vozniki, Spet, meni je povsem avtomatsko postalo, da ko povečam hitrost, recimo na obvoznici na avtocesti, avtomatsko že v bistvu zategnem varnostni pas, ki ga že imam na sebi, na način, da pač tule v spodnjem delu praktično čez trebuh, če rečem, oziroma kolke, začutim pas tesno ob sebi. Spet, če imam slučajno kako jakno bundo, to dvignem zato, da je pas zares ob mojem telesu. In enako je pri otrocih. Če tudi se pripnejo sami, je naša odgovornost voznikov, da preverimo, kako kakovostno so se pripeli. In tukaj verjamem pa, da so neke razlike med dražjimi in cenejšimi avtosedeži, tudi kako občutijo ta avtosedež ob sebi oziroma te pasove, ali so neki, ne vem, bolj oblazinjeni oziroma bolj prijetni za kožo, sistemi, ali je tukaj pravzaprav varnost tista, ki odloča o ceni? Jaz menim, da je varnost tista, ki odloča. V Evropi imamo veljaven evropski varnostni standard, tako da v resnici čisto vsak avtosedež, ki ga boste našli na policah trgovin Baby Center, ustreza vsem tem standardom. In tukaj je, bom rekla, kar en spet velik mit, veliko slišimo v nekih ocenah, testiranjih in podobno. V Sloveniji sploh zelo razširjen ADAC test, če tako rečemo. Zakaj gre? Ne gre za neko homologacijo, ampak gre za neodvisni potrošniški test, ki je praviloma zares strožji od zakonskih zahtev. V njem sodelujejo različni avtomobilski klubi, torej v Sloveniji tudi AMZS, pa tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Torej, to niso različni testi, to je enoten test. Zdaj, kako pa poteka? Tako, da te organizacije anonimno nakupijo sedeže, jih testirajo s čelnim in bočnim trčenjem in testirajo tako varnost, kot možnost napačne namestitve, kot pripenjanje otroka, uporabnost v različnih avtomobilih, pa ergonomijo, udobje sedeža in tudi škodljive snovi v materialih. Torej, če povzamem, neka takšna ocena je sestavljena iz ocene varnosti, ki je tudi največji delež končne ocene, potem iz ocene uporabnosti in pa iz ocene kakovosti. Zdaj, ena zelo pomembna stvar, ki bi jo pa rada poudarila in se mi zdi, da se jo kupci premalkrat zavedajo, pa je, če nek avtosedež nima takšne ocene, ne pomeni, da ni varen. Še enkrat, vse, kar najdemo na policah, konkretno Baby Centrovih trgovin, so varni avtosedeži in ustrezajo vsem standardom. Gre samo za to, da te inštitucije tega sedeža niso izbrale v testiranje. No, zdaj poslušalci po mojem ne vidijo te iskrice v očeh od Maje, in to je seveda zdaj razlog, zakaj mi sodelujemo skupaj. Zaradi tega, ker
In to si tudi želimo v tej akciji, da ne ljudje institucionalno pristopajo, ampak da se identificirajo s tem izzivom, a ne te kratke relacije, pa s temi napakicami, ki jih delamo in da pomislijo v tem trenutku, nekaj sem pa slišal, zdaj pa jaz nekaj dodal. Ne vem, tako kot vi ime in priimek, ne kot radio, tako kot po trgovinah in meni je to všeč pri Baby Centru, ko Majo vidiš, kako ona to gleda na varnost, kako to živi, prenaša to potem na svoje kolegice, trgovke, imamo skupna izobraževanja, drug od drugega se učimo, ker tehnika toliko napreduje, da v enem letu smo že nekoliko zastareli, in potem seveda, ko oni pokličijo te proizvajalce, oni predstavijo, smo v toku tehnike, napredka in to je tisto bistveno in pomembno je zaupanje, da ljudje zaupajo, mi zaupamo, bom rekel, tem brandom, ki jih imate noter, ker tle je varnost pač najpomembnejši element in nam ni treba skakati, za nas je bolj udobno od enega do drugega, do tretjega, ampak imamo vse na enem mestu, tako da Maja, kar te iskrice še mej. Jaz bi tukaj vsem rekla eno pomembno stvar, proizvajalci, omenijo si blagovne znamke različne, pač mi smo distributer različnih blagovnih znamk in zares sem vesela in hvaležna, da smo lahko v neposrednem stiku s temi proizvajalci, ker namreč ta tehnologija zares izjemno napreduje in mi jo lahko iz prve roke izvemo, vidimo, ogromno testiranj poteka tudi pri njih samih, torej pri proizvajalcih, ogromno teh tako imenovanih crash testov smo že videli in ko to vidiš v živo, potem začneš dojemati varnost, vožnjo, pripenjanje otroku po vsem drugi dimenziji. 01512 10 00, naša telefonska številka, nekaj kratkih minut nam je še ostalo do konca oddaje. Seveda je pomembno tudi, kako izbiramo sedež glede na otrokovo težo. In vprašanje poslušalca po mailu, ki smo ga dobili, oziroma po elektronski pošti, kdaj je primerno uporabiti jahača, samo spodnji del avtosedeža, če sploh je primerno. Kakšna je torej razlika med tem avtosedežem in tistim, ki ima oporo ob telesu? Zdaj, če ste me prav razumela, pa izhajamo iz zelo kmečke logike. Moj otrok je moje največje bogatstvo. Predstavljajte si bočni trg, predstavljajte si naletno težo, vse to naenkrat v enem prostoru in kako pomembno je takrat, da imaš ti otroka v nekem varovanem, bom rekel, sedežu. Zdaj, te jahači, ki so v bistvu podlogice, zato da je on višje, so bili krasni za mene pred 15 leti, neka umestna rešitev je bila, preden se potem otrok normalno prepenjal. Danes je za svojega otroka, svojega vnuka, jaz kaj tazga ne bi si želel in potrebno je to, kar sem najbolj bistveno, oči in mamica morata biti dosledna, povedati otroku, zakaj gre, zato da mu to ni ovira in on bo ta standard vzel. Ko boste razumeli, da vozite svoje največje bogatstvo in verjemite mi, kar nekaj let delam z ljudmi, ki so izgubili svoje otroke, ki so bili poškodovani, delamo z zdravniki, psihologi. Najtežja stvar, 18 let imamo na Soči, ne želite si tega, kupite sedežek, bodite dosledni, uporabljite to, 2 koraka več je sigurno nekaj najboljšega in ne poslušalci ne razumem napak, ampak za svojega otroka poskrbite, da bo vedno, vedno najbolj varen. Evo tako. Ja. Park varne mobilnosti je sicer posvečen mi in Niku, otrokoma, ki sta življenje izgubila v hudem trčenju. Je takih zgodb še vedno kar nekaj, oziroma koliko pa te stvari potem tudi morda mlajše otroke pretresejo, ko izvejo, da pa niso tako neranljivi, kot si morda včasih mislijo, ko drvijo, kot rečeno, s skirojem, tudi z električnim skirojem, včasih starši naložijo svojega majhnega otroka pred sebe in dirkajo. Ko potrka na vrata taka mamica ali pa oče ali pa stari starši povejo svojo življenjsko zgodbo, seveda ostane robček, solze, čaj, voda in lahko rečem leta dela. Čas ne celi rane, kdor to govori, se laže ali pa nima pojma, kaj to pač pomeni in seveda taka nesreča ne zaznamuje samo očeta, mamo, ampak zaznamuje celo širšo družino, zaznamuje otroke v vrtcih, šolah, sošolce, prijatelje in tako naprej in
Jaz tako globoko verjamem v preventivo, vzgojo in izobraževanje in tle vidim to vlogo in starši, ki razmišljajo, da nekaj počnejo zaradi kazni, zaradi policije, zaradi predpisa, naj to prečrtajo. To počnemo zaradi sebe, svojih najdražjih, ljubezni do življenja, spoštovanja življenja, vseh teh vrednot. In ko iščejo, kje je zakonska dikcija, te policist lahko zaradi tvoje neodgovornosti kaznuje 200 ali pa 250 evrov. Meni se zdi to zelo out zgodbica in jaz mislim, da dajmo se tega zavedati. Življenje je eno, živimo par petkov, jaz rečem, na tem planetu, dajmo si sebi narediti varnost, drugim varnost, ne delimo to, kar si ne bi želeli, da drugi nam, a ne, nasplošno govorim zdaj malo iz širšega konteksta in začne se v družini, ne iskati izgovorov in zgodbic v vrtcih in šolah. Ja. Imamo še en telefonski klic. Anja iz Velikih Lašč je z nami. Dober dan. Ja, dober dan, dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje, sicer sem začetek malo zamudila, mogoče ste že govorili na to temo, ampak zanima me starost avtosedežev. Midva sva res, kar se varnosti tiče, zelo stroga in vsi avtosedeži so bili novi, preverjeni, kupljeni tudi v baby centru, v resnici vse. Ampak pričakujeva zdaj 4. otroka, in zdaj seveda iz roda v rod grejo te lupinice in to in me zanima starost, ker vse en tu je iz nekih materialov, stiropor, ki pač ima neko življenjsko dobo, koliko je zdaj tista življenjska doba, ko pa vse ne treba zamenjati, čeprav veš, da ni bil karamboliran, Hvala lepa, Anja, ja. Se je lepo, Ja, hvala. Anja, čestitke za vse 4 otročičke, za tale pogum, za to vprašanje, ki najbrž žuli slehernega. Sama veste, kako je bilo na porodu, mi moški rečemo, hvala Bogu, da vi rojevate, ker je to res ne vi rečete, rodili smo. Rodili smo. Mislim, da ste si malo delno sama odgovorila. Če imate občutek, seveda, če greste na internet, pogledate crash teste, boste videli pač seveda napredujejo te materiali, ki bolj absorbirajo te sile in tako naprej. Tudi zaradi same uporabe, so danes materiali bolj prijazni do vas, ker tisti malček, ki polula, pokaka, pobruha in tako naprej. Nisem tlele, bom rekel, ta varnostni element, razumem, tudi stroškovnik, da prvam v družinci to tako, je to mali izziv, vendar jaz bi ta 4. zagotovo si želel novo lupinco, potem pa mogoče za večjega, si lahko še kaj izmijete. Maja, mogoče tvoj pogled. Jaz iskreno ravno zdaj razmišljam, če nam je kdaj kakšen dobavitelj povedal rok trajanja materialov pri avtosedežu, tako pa imamo pri živilih uporabno najmanj do, v resnici ne poznam tazga primera. Je pa to, kar sem uvodoma rekla. Jaz gospo Anjo povsem razumem, ve, kaj se s temi avtosedeži dogajali, verjetno ve, da niso bili udeleženi v nobenem trčanju in podobno, ampak tako, kot smo rekli, vsaka vožnja prinese tresljaje, materiali, stične točke se zrahljajo, tehnologija napreduje, materiali v oblazinjenih delih napredujejo, varnost napreduje, skratka, res vsako leto se zgodijo, lahko rečem, kar revolucionarni premiki. Če primerjamo recimo samim avtomobilom, če je 15 let star ali pa tisti, ki je nov, so verjetno tudi razlike. Tako da, če se le da, potem zagotovo bi tudi jaz priporočala. Jaz mislim, da ni nič narobe, nič ni narobe, zagotovo ni nič narobe, so pa danes novi izdelki toliko bolj kvalitetni, da potem je spet isto. A ponudimo svojemu najmlajšemu otročičku najboljši. Ja, jaz bi rekel. Je pa tako eno dejstvo, v Anjinem primeru, uporaba vsakega avtosedeža, se pravi tudi lupinice, ki je, dajmo reči, prerasla že 3 otroke, če je pravilna uporaba, torej pravilna namestitev in pravilno pripenjanje, je boljša kot nič. Tako da na koncu je pa odločitev spet na strani staršev. Tako, in tudi morda še en tak pritisk, ki se rad zgodi v družinah, premajhna razlika v starosti, bomo pa zato dali večjega otroka že v naslednjo kategorijo, zato da ga bo mlajši lahko njegov sedežek uporabil. Prehitro. Tukaj je odgovor samo prehitro. Starši smo neočakani ali zaradi tega razloga, ali zato, ker se nam zdi, da bo otrok imel več od vožnje, če bo že kar v večjem avtosedežu. Se mi zdi, da ko so otroci majhni, si starši želimo, da bi bili čim prej večji, ko so večji, verjemite, si želite, da so spet majhni, tako da ne hiteti. Dobro. Hvala lepa, Maja Ambrož in Robert Štaba iz Zavoda Varna pot, Maja iz Baby centra za obisk v našem studiu. Želimo si seveda tudi lepo nadaljevanje vseh naših poti, čeprav so kratke, naj bodo varne. Prihodnji teden, ko bo prvi šolski dan, pa še malce
bolj previdno vsi skupaj v prometu, da se bomo dobro počutili, kajti tudi, če smo na oni strani, torej nimamo otrok v avtu, nimamo otroških avtosedežev v avtu, si želimo, da se bi naše poti končale srečno in varno. Tako je. Hvala lepa. Ja. Hvala, nobena Hvala in pot ni srečne prekratka. poti. In hvala Radio Ognišče, ker veliko delate na teh temah, res bi se vam rad zahvalil in vaši poslušalci naj to tudi udejanjijo potem. Ja. Z veseljem. Hvala obema, srečno pot, tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.